Dober dan vsem skupaj. Vidim, da smo v resnici z vseh koncev Slovenije, iz vseh naših škofij. Najprej pozdrav škofom, ki so navzoči tukaj. 3 sem videl, morda je še kdo drug, kar pomeni, da smo zraven tudi mi pri poglabljanju svojega znanja in po drugi strani svoje pastoralne odgovornosti za Božje ljudstvo, ki nam je zaupano. Potem iskren pozdrav vsem vam, dragi bratje duhovniki, redovniki, tudi nekaj laikov sem videl, ki želite danes poglobiti skupaj z nami naš odnos, naše gledanje na svetega Jožefa in na njegovo vlogo v cerkvi in seveda predvsem v naših družinah, kajti tista osnovna celica cerkve, kako seveda tudi družbe, je ravno družina. In ko govorimo o družini na poseben način v odnosu med možem in ženo, med mamo in očetom, v zakonu, ker če je ta trden, je družina trdna. Pozdrav posebej obema predavateljema, gospodu Tomažu Erzarju in gospodu Tadeju Steguju. Mi smo že skoraj vsak dan zdaj že na tehle raznih srečanjih, ko se po eni strani vidimo zelo blizu, po drugi strani ostajamo vsak v svojem okolju, v svojem domu in se že veselim vajinega prispevka, vajinega razmišljanja v zvezi z svetim Jožefom, po eni strani gospod Erzar, življenje z očetom, in potem gospod Stegu, Jožef pa je storil. V tem uvodu mi prihaja na misel eno razmišljanje, ena razlaga življenja svetega Jožefa, ki me je, to je bilo že konec lanskega leta, presenetila. Namreč, ko pride Božič, mi navadno začnemo razlagati zlasti v nekoliko romantični razlagi jaslic, kako je bilo vse slabo, in nazadnje, če gremo to gledati do konca, tisto ni bilo prostora v prenočišču, češ da je Jožef ravnal nekoliko neodgovorno, da sta Jožef in Marija prišla v Betlehem proti večeru tistega dneva, ko se je potem Jezus rodil po noči, in je bilo zaradi tega vse neorganizirano, vse improvizirano, in da je bila posledica vsega tega tisti hlev, tista štala, v kateri se je rodil Jezus. In pravi ta avtor, pa si vi mislite, da bi Bog ravnal tako neodgovorno, Bog oče, da bi svojega sina in njegovo mater zaupal enemu tako neodgovornemu človeku, ki bi tako neodgovorno poskrbel zanjo že na samem začetku. In dejansko, če potem gledamo tudi skozi to pismo z očetovskim srcem, življenje svetega Jožefa skozi evangelij, moški ne govori. Ene same besede ne zgovori v svetem pismu sveti Jožef. Pač pa posluša in dela. Večkrat zasledimo, Jožef pa je vstal in storil, vstal in šel. To je mož, ki je človek akcije. Spodbuda tudi za nas. Poslušati in potem delovati. V odgovornosti, kakor je on pokazal odgovornost v poslanstvu, ki mi je bilo zaupano tako do žene Marije, kakor do Jezusa, skrbnik je bil Božjega sina. In ta današnji dan poglobi našo bližino s svetim Jožefom, nas nekako usmeri v obhajanje tega leta svetega Jožefa, ki se bo potem na nek smiselni način združilo z letom družine, najprej s tednom družine, letom družine v praznovanju svetega Jožefa 19. marca, in naj nas usposobi tudi za naše delovanje v družinski pastorali in v zakonski pastorali.
skrbi za družine in v skrbi za zakonce. Še enkrat lepa hvala vsem, posebej organizatorju, patru Ivanu Platovnjaku, in naj se Božji blagoslov razlije nad ta današnji dan, nad ta teološki simpozij.